predstaviti vsak izmed vas 5 restauracij, jaz mislim, da se jih vsi lahko ta trenutek spomnite, ker ste bili zadovoljni, ker je bila hrana super, postrežba odlična, rekli ste, sigurno se vrnem, potem se pa niste vrnili. Sigurno se je to zgodilo, ne? In oni ne bi rabili narediti dost, da vas dobijo nazaj. Mogoče bi mogli samo za rojstven dan vam poslati eno čestitko. Mogoče bi mogli, ne vem, recimo za dekleta fantom ali pa fantom vam poslati recimo nek Valentinov meni, da bi povabili svojo drago. Mogoče bi mogli samo povedati, da imajo nek zanimiv, ekskluziven meni in boste jih ponovno obiskali. To se pravi, samo en opomnik o pravem času bi vam mogli dati, ampak tega ne naredijo in s tem zgubljajo potencialne stranke, zgubljajo na frekvenciji. Če pogledamo recimo različne aplikacije, različne spletne strani, Facebook, masa informacij je ogromna, zgubljamo se v njih. In če odpremo na drugi strani, naprimer Google aplikacijo in rečemo Steakhouse Nearby, dobimo neomejeno ponudnikov za Steakhouse ali pa Pizza Nearby, neomejeno ponudnikov. In iz tega ven, ker vsi so samo Yellow Pages, smo mi črpali inovativno idejo. Inovativno idejo, ki presega neko e-kartico zvestobe, ki presega neko e-zbiranje kuponov, skratka neko rešitev, ki zagotovi več, ki zagotovi dobro informacijo stranki. In še ena zadeva je pomembna. Jaz sem v web branži že 12 let, oziroma že 13, koliko je hitro čas naprej, in moje mnenje je, da danes je informacij preveč. In čez 10 let bo štela samo še personalizirana informacija za uporabnika, ki mu bo dala neko večjo dodano vrednost. In če vse to povzamem, smo pri Vipsterju želeli narediti produkt, ki bo povečal frekvenco obiskov in stranko nagradil za njeno zvestobo. Na način, da vsak obisk šteje. Ko stranka pride prvič, se prijavi na lokacijo, tako imenovano čekira se. In na podlagi tega Vipster o stranki ve, kdaj se je vračala. In lahko avtomatično pomaga ponudniku stranko povabiti. Recimo, ena stranka je bila v restauraciji 12krat v preteklem letu, zdaj pa že 2 meseca ne. Jo lahko povabimo, pogrešamo te, Marko, pogrešamo te. Po drugi strani sporočilo za rojstven dan. Po tretji strani imamo neko ekskluzivno ugodnost za stranko in stranka sploh ne ve, da te ugodnosti rok poteče čez 5 dni, ne? Hoče jo izkoristiti. Skratka, gre za komplementarno rešitev, ki pomaga in ponudniku in seveda pač uporabniku. In kaj je zdaj Vipster ugodnost? Vipster ugodnost je lahko seveda neko majhna nagradica, da se prvič prijavite v lokal, naprimer ob kavici dobim rogljiček zraven. Lahko je letošnje poletje je bilo vroče in lahko je ta ugodnost, naročim malo pivo, dobim veliko. Naročim pico in dobim kepico sladoleda, kot recimo pizzerija Piramida. In recimo, ključen del Vipsterja je, da pospešuje frekvenco obiskov. To se pravi, recimo konkretni primer Rio Momota, če pridete v enem mesecu 2-krat, 3-krat, 4-krat, dobite 5% popust na račun. Če pridete več kot 5-krat, vas nagradijo z 10% popustom. In ključen element Vipsterja je, da vsak obisk šteje, kot sem že prej rekel. In ideja je v tem, če imamo neko ugodnost, kateri nastavimo, da mora uporabnik obiskati restauracijo ali salon ali trgovino 2-krat v enem mesecu, in je prvič obiskal 15. septembra, pomeni, da ta ugodnost velja do 15. oktobra. In Vipster bo sam 10 dni prej oziroma 5 dni prej, koliko že nastavimo, stranko obvestil, dajte pride še enkrat, ne? Samo še 10 dni časa imaš, da izkoristiš svojo ugodnost. Na eni strani seveda s tem povečamo verjetnost, da bo stranka zares prišla, na drugi strani pa uporabniku povemo, da izgubil boš priložnost, če ne boš prišel, se jo želiš izkoristiti, ne? Seveda, če mu ne paše, ne bo. Ampak ključno od vsega je, gre za njegove priljubljene restauracije. Ne še za en spam, kjer napadamo z vsemi informacijami, ampak če sem se jaz pojavil v pizzerijo Piramida, bom dobil od njih informacijo in ne od vseh ostalih. In pomembno vprašanje, ki ga vedno debatiramo na samih sestankih, kakšne ugodnosti pa moram dati. A moram dati 50% popust? Ne. Dajmo ugodnosti. Ideja Vipsterja je win-win-win situacija. Na eni strani win za uporabnika, da nekaj dobi, da je
obravnavan mečkano boljše, na drugi strani win situacija za ponudnika, da ni v minusu. Da ne bo zdaj nekdo prišel na pico za 2 evra in spil zraven 2 vode, če malo karikirам, ne? In boljše kot bojo ugodnosti, več uporabnikov se bo pojavili in več se jih bo tudi vračali. Tako da potem je to stvar konkretne debate z vsakim ponudnikom, kaj je tisto, kar bo najbolj primerna ugodnost za njih. Edina zadeva, ki jo nekako pogojujemo, je ugodnost za prvi obisk. Seveda, uporabnik se mora ta prvič prijaviti, če še nima Vipsterja, ga presneti iz Google Playa oziroma iz App Storea. In ker mora presneti to neka aktivnost in ga nagradimo za to aktivnost z darilom o prvi prijavi. Seveda pa vsem strankam svetujemo tudi rojstnodnevno ugodnost, ker konec koncev, ko imam rojsten dan, sem vesel, da me nekdo povabi na tortico ali pa na kozarček dobre penine. In tukaj se še vedno nismo ustavili, z Vipsterjem smo hoteli še en korak naprej. Vsi se zavedamo, kako so pomembne stalne stranke za vseh biznisih, ne samo v restauracijah, salonih, gostilnah, trgovinah. In jaz mislim, da se vsi strinjamo, da je najbolj pomembna informacija, kaj si te stalne stranke mislijo o nas. In s pomočjo Vipsterja vsak ponudnik zbira te informacije in te informacije pridejo samo in izključno do vodje. Najbolj si predstavljate, da če pridete v eno restauracijo, pa ste dobili zažgan steak, če malo karikiram, da to nikoli ne bo prišlo do vodje. Prišlo bo do kelnerja, največ do kuharja, ker bo mogel ga še enkrat speč, ampak do vodje to ponavadi ne pride. V Vipsterju bo to prišlo. Tako da to je nekako v parih besedah na temo, kaj je Vipster. Če nadaljujemo, lahko rečemo, da mobilnih lokacij je bilo veliko, kako bi rekel, vsak dan je na novo. Kaj konkretno je torej posebnost Vipsterja? Tako, posebnost Vipsterja je, da smo združili hkrati prednosti za ponudnike in prednosti za uporabnike. To se pravi, ponudniku na eni strani pomagamo zgraditi bazo njihovih strank, ne da bi morali za to karkoli narediti njihovi zaposleni. Kot posledica tega mu omogočimo komunikacijo z temi strankami, na drugi strani pa uporabniku zagotovimo, da je za njegovo zvestobo obravnavan izjemno, da ima za to neko dodatno ugodnost. In zagotovimo mu tisto, kar je ključno v tem času in čez 5 let bo še toliko bolj personalizirano informacijo z dodano vrednostjo, ki mu nekaj pomeni. Tako, naročnikov je iz dneva v dan več, omenim lahko recimo nekaj znanih, to se pravi recimo kavarna Jurman, že prej omenjeni Rio Momo in pizzerija Piramida in seveda še drugi uporabniki. Vedno si lahko pogledate in tudi svojim bralcem in slušateljem obvestite, da na vipster.si si lahko pogledajo seznam vseh naročnikov, pogledajo si seznam vseh ugodnosti, ki jih lahko pri teh naročnikih dobijo in iz tega seveda in grejo k njim in se prijavijo v Vipsterja. Za nas pa niso pomembni samo naročniki, kot sem prej rekel, ampak seveda tudi uporabniki. In ravno na nivoju uporabnikov smo si zasnovali vizijo, da varujemo njihove podatke, varujemo njih in ne dovoljujemo kakršnemukoli ponudniku, da bo zdaj pošiljal vsak dan dnevni meni ali pa neke informacije kar tako. To se pravi, uporabnike varujemo na način, da naš naročnik, vsak naročnik lahko komunicira samo in izključno z uporabniki, ki so prijavljeni pri njemu in reče, pošljem sporočilo vsem, ki so, ne vem, ki so moški, stari od 20 do 40 let in so nas obiskali 3-krat v preteklem letu. Ali vsem, ki so zadovoljne stranke in so nas ocenili za 5. Ali po drugi strani vsem, ki so nas ocenili za 1 ali 2, to se pravi, niso bili zadovoljni, s ciljem, da ugotovimo, kako se lahko jim približamo za boljšo, drugačno ponudbo. In na tem mestu, ko naročnik zgradi svojo bazo, ker seveda traja nekaj časa, mi potem naročniku damo know-how, kako komunicirati z svojimi uporabniki na način, da bo njihova informacija obravnavana kot dodana vrednost in ne še kot en stan več. Pomembno moram tudi izpostaviti, da opravili smo v preteklih 2 mesecih preko 200 prodajnih sestankov, že na kar nekaj lokacijah zadeva teče v živo in imamo kar nekaj tudi že uporabnikov, ki pa se redno prijavljajo v lokacijo, nekateri tudi že 10-krat. In
na podlagi vseh odzivov, ki smo jih dobili na eni strani, na podlagi naročnikov, ki že zdaj ugotavljajo, da gradijo bazo, pridno gradijo bazo svojih strank in da se njihovi zaposleni kot posledica uvedbe Wipsterja bolj zavedajo pomembnosti svojih strank. Posledično je tudi mogoče, če malo karikiram, kakšnega kelnerja strah, da bo uporabnik napisal, da ni bil prijazen, se mogoče bolj potrudi, ker ve, da uporabnik lahko v Wipsterju napiše komentar direktno za vodjo. Na podlagi vseh odzivov nekako verjamemo, da je potencial Wipsterja tak, kot smo si ga predstavljali leta nazaj, ko smo začeli snovati idejo in se definitivno veselimo nadaljnjih korakov. Po zaključku testne faze v Sloveniji načrtujemo širitev poslovanja tudi preko slovenskih meja. Pomembno na tem mestu je izpostaviti, da je lastnik produkta je spletna postaja, ki financira razvoj in financira tudi širitev na tuje trge. Za trženje na slovenskem trgu pa smo skupaj z Lučko Bohovč iz Mesta idej ustanovili podjetje Wipster, ki zadevo trži na slovenskem trgu. Tako, aplikacija je nekako miselno, kot sem prej rekel, nastajala od leta 2012, to se pravi, v preteklih 3 letih sem brainstormal na tej lokaciji, na UNO v Ameriki, na potovanju na Poljskem in tako naprej. Dejansko k konceptualni in tehnični izvedbi pa smo pristopili marca v letošnjem letu, to se pravi zelo aktivnih 6 mesecev, v kar je spletna postaja investirala že nekaj preko 50 000 evrov. Pričakujemo pa, da bo strošek investicije, to se pravi vrednost investicija do konca leta narasla na 80 000 evrov, upoštevajoč tudi vse aktivnosti povezane na poslovni razvoj produkta. Strošek za uporabnika je 0. Edino, kar je, da mora imeti pametni telefon, na katerega to se pravi vsi lastniki iPhone-ov iz App Store in vsi lastniki Android telefonov iz Google Playa namestimo aplikacijo in v bistvu se potem registriramo. Vpišemo ime, priimek, e-mail, geslo, rojstni datum, zaradi dnevnih ugodnosti in spol in v bistvu s tem je registracija zaključena. Tudi v pomoč smo pripravili in na vseh lokacijah razdelili navodila, zato da ne izgubljamo časa, recimo, da kelnerji ne izgubljajo časa, ker lahko vsak takoj pogleda, kako pride do tega, da si aplikacijo presname. Strošek je 0. Iz vidika ponudnika pa v bistvu pridemo na lokacijo z takimi stojalčki, ki so v bistvu personalizirani na ponudnika, z QR kodo konkretnega ponudnika in ugodnostmi, ki jih ta prejme. In v bistvu je ta strošek 59 evrov plus DDV za vzpostavitev, potem pa je strošek 29 evrov plus DDV na mesec za uporabo vsega, o čemer smo se pogovarjali. Moje ime je Luka, članik Piramida. Jaz sem bil tam med prvimi, se mi zdi, ko smo vzeli tole aplikacijo. Meni je bila ideja že v startu res ful všeč. Od uporabo Wipsterja smo si zgradili res bazo samih strank. Mogoča orodje nam tudi omogoča komentarje, ocene, tako da vidimo, kakšne so potrebe naših strank. Kar smo upeljali Wipster, se bo baza tudi povečan trend vračanja strank, tudi komunikacija mi je všeč z zaposlenimi. Sam lahko definiram popuste pa te stvari, tako da super. Jaz mislim, da je to začetek ene res velike zgodbe.